Nedavno je izšla moja knjiga Delo in zemlja, v kateri predstavljam kratke študije kmečkega sveta iz druge polovice 19. stoletja in iz posameznih izsekov 20. stoletja. Knjiga sama je razdeljena na dva dela. V prvem delu zasledujem neke širše, recimo temu makroprobleme kmetijstva in pa podeželskega kmečkega prebivalstva. V drugem delu se posvečam bolj posameznim panogam, posameznim strukturnim spremembam, ki nastopijo v dolgih dveh stoletjih 19. in 20. stoletja. V prvem delu se tako posvečam obravnavi vprašanjem donosnosti kmečkega dela, obremenjenosti kmečkega prebivalstva, razmerja med dohodki in življenjskimi stroški, prikrite brezposelnosti in podobno, kar vse je močno zaznamovalo kmečki svet še dolgo v 20. stoletje. Nato se posvetim različnim drugim problemom, kot je vloga zadolževanja, problem financiranja kmetijstva, socialno-ekonomski problemi zadolženosti kmečkega prebivalstva, in nato odpiram neko temo, ki v slovenskem zgodovinopisu še ni bila natančno študirana, to je vprašanje konfliktov v lokalnih kmečkih skupnostih, njihovih vzrokih, njihovih rezultatih. Vprašanje iz tega seveda odpirajo tudi vprašanje družbene pravičnosti in podobno. Prvo poglavje zaključuje sorazmerno natančna obravnava vprašanj socialistične kmetijske politike, ki seveda pomeni radikalen prelom z nekim razvojnim vzorcem v preteklosti. In tukaj poskušam pokazati tiste temeljne prelome v kmetijski politiki, ki jih lahko povzamemo v kratko sintagmo z stavkom od ideološke rigidnosti do pragmatizma, ki označuje slovensko oziroma jugoslovansko socialistično kmetijsko politiko nekje od srede 50. let naprej in seveda počasi privede do vključitve zasebnega kmetijstva in pa seveda tudi kmečkega prebivalstva najprej v ekonomijo in potem posredno tudi v družbo. Drugi del se posveča bolj vprašanjem posameznih strukturnih sprememb. Tukaj se ukvarjam z vprašanji uvedbe koruze in vpliv uvedbe koruze na donosnost kmetijstva, na organizacijo dela v kmetijstvu in pa seveda na samo strukturo poljščin ter pa predvsem na socialne vidike uvedbe koruze, ki poleg krompirja postane eden temeljnih artiklov, ki zagotavlja dolgoročno prehransko varnost prebivalstva v Sloveniji. Posvečam se tudi vprašanjem prestrukturiranja v vinogradništvu, posvečam se vprašanjem vzpostavljanja prehrambene industrije in pa vloge kmetijstva in povezave med prehrambeno industrijo in kmetijstvom, in tukaj seveda opozarjam na zelo pomembno vlogo zadružnega sektorja, ki je na tem področju daleč presegalo zasebni sektor. V ozadju vsega tega pa je pravzaprav potekala nenehna tekma med izobraževanjem in pa uvajanjem nove tehnologije. In bolj so se nove tehnologije uvajale v kmetijstvo, bolj je bilo potrebno dodatno izobraževanje kmetov, in tukaj predstavim celoten sistem izobraževanja kmečkega prebivalstva, tako na formalni kot na neformalni ravni. Vse te posamezne poglavja skupaj in podpoglavja znotraj poglavij seveda pomenijo en posamezen izsek iz zgodovine kmetijstva in kmečkega prebivalstva, vendar pa skupaj ilustrirajo te velike spremembe, ki so nastopile v tej dobi od srede 19. stoletja pa do v 20. stoletju. In čeprav se je za stališča enega življenja, kmečkega življenja zdelo, da gre skorajda za statične kategorije, pa je, ko pogledamo posamezne časovne izseke, več kot jasno, da je prišlo do ogromnih sprememb, tako v načinu gospodarjenja, v strukturi kmečkega gospodarstva, kakor tudi v sami socialni strukturi kmečkih gospodinjstev. Zaključimo lahko to predstavitev na tak način, da ilustriramo proces, kakor so z besedami zapisali leta 1890 v Kmetijskih in rokodelskih novicah, da je kmet naravi gospodar in hlapec. In knjiga ilustrira pravzaprav točno to, da so bili kmetje na trenutke hlapci narave,
na trenutke pa so pravzaprav tej naravi zelo gospodarili.